Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, kdo so čustveni vampirji. In moja razlaga bo precej drugačna od česarkoli, kar ste doslej slišali glede tega. Običajno, laično se razlaga, da so čustveni vampirji osebe, ki potrebujejo energijo drugih ljudi zato, da normalno živijo. Torej, nekatere osebe naj bi imele pomanjkanje svoje energije in potem potrebujejo ustvarjati določene odnose z drugimi osebami, da skozi ta odnos črpajo oziroma srkajo njihovo energijo. Pač v nekem smislu življenjsko energijo se predvideva. No, zadeva izgleda v resnici takole. Klasično se predvideva, da ima vsak človek svojo energijo v smislu življenjske energije. In da je to energijo potem tudi možno srkati od drugih ljudi. Lahko jo črpaš iz samega sebe, da skozi tebe teče ta božanska življenjska energija. Lahko pa imaš pomanjkanje te energije oziroma se nisi dovolj povezal z tem božanskim virom neomejene življenjske energije in zato potrebuješ graditi, vzpostavljati parazitski, vampirski odnos z drugimi bitji, da črpaš njihovo življenjsko energijo. Take osebe, ki naj bi bile čustveni vampirji, običajno provocirajo druge ljudi, se z njimi zapletajo v prepire ali pazljivo poslušajo, potem pa te informacije uporabijo v škodo tistega, ki jim je te informacije dal, zato da so tisti ljudje potem šokirani in na ta način se tisti ljudje, ki naj bi jim ti čustveni vampirji izpili energijo, počutijo izpraznjeni, potrti, depresivni, brez volje do življenja. No, v resnici pa ta mehanizem energije deluje na sledeč način. Mi, kot ljudje, smo sestavljeni iz 3 komponent. Ena komponenta je človeško fizično telo, ki je samostojen živi organizem, je iz snovi, ki sama po sebi predstavlja življenje. Mi, kot živo bitje, tako imenovano večno duhovno živo bitje ali duša po tem splošnem izrazu, smo inkarnirani v tem fizičnem telesu. Kar pa se ne ve, je to, da obstaja še tretja pomembna komponenta. In to je oziroma umsko-zavestni sistem. Umsko-zavestni sistem je bil v zgodovini stvarstva zgrajen z namenom, da omeji škodovanje posameznikov, da vzpostavljajo škodljive in konfliktne medsebojne odnose, da se je na ta način omejila eksistenčna vesoljna vojna. Skozi zgodovino razvoja pa je prišlo do evolucije umsko-zavestnega sistema na ta način, da je dobil lastno zavedanje in potem so se tudi umsko-zavestni sistemi posameznih bitij med sabo prepletli, povezali in nastalo je enotno polje zavesti, ki je izhajalo iz tega umsko-zavestnega sistema. Umsko-zavestni sistem je bil sprva zgrajen kot program, kot sistem, ampak ker vse v tem stvarstvu je zgrajeno iz osnovne primarne snovi, slej ko prej vsak sistem dobi lastno zavedanje. No,
Umsko-zavestni sistem je zato, da je potem začel ščititi svoj interes za svoj obstoj, je potreboval črpati energijo iz fizičnega preko fizičnih teles, zato da je še naprej lahko funkcioniral in obstajal. Zato je namenoma začel ustvarjati konfliktne medsebojne odnose na ta način, da je nam, recimo ljudem, proizvajal določene konfliktne misli, da so se ustvarjale čustvene reakcije v našem fizičnem telesu. Na ta način je umsko-zavestni sistem črpal energijo za svoj obstoj. Glede črpanja energij so tudi bili v zgodovini pomembni demoni. Demoni niso bili škodljiva bitja, ki bi ljudem namenoma hoteli piti energijo zaradi škodoželjnosti, ampak so bila to bitja, tako kot vsak od nas, ki so umrla kot posledico nekih travm. Zaradi te travme se njihova duša ni uspela odcepiti na ta način, kot je to predvideno, in so ostali ujeti v nekem meddimenzijskem prostoru, ki je obstajal med to fizično dimenzijo in nebesnimi svetovi. Ker so bili odcepljeni od vira te energije, so potem bili prisiljeni se preklopiti direktno na človeška fizična telesa, da so od njih posrkali energijo. Tako da v zgodovini se je dogajalo to, da so določeni demoni nekatere ljudi obsedli, se priklopili na njih in jim posrkali to energijo. Takrat so se potem ti ljudje počutili izčrpani, utrujeni. Ampak po letu 1998, ko se je odprl meddimenzijski portal, o tem ne bom zdaj podrobnosti razlagal. Če želite več izvedeti o tem, si prosim pogledajte moj videoposnetek z pojasnilom o delovanju meddimenzijskega portala. Ampak zgodile so se določene spremembe na ta način, da je prišlo do inverzije umsko-zavestnega sistema. Torej, zdaj je naš vsak od naših umov je ločena, zaprta enota. Ni več medsebojne povezanosti. In sedaj so tudi počiščene te demonske dimenzije. Demoni več ne pijejo energij ljudem. In v smislu teh čustvenih vampirjev, ko nek človek pride do drugega in mu v narekovajih popije energijo, to se dejansko ne dogaja na ta način, da prihaja potem ena energija iz enega človeka na drugega človeka. Ampak se dogaja na sledeč način. Vedno je tisto, kar popije človeku energijo, njegov lasten oziroma ostanki umsko-zavestnega sistema. Ko nekdo ustvari v sebi nek konflikt, neko prepričanje, ki mu potem povzroči negativno čustveno reakcijo, se za posledicami teh reakcij človek počuti izčrpan, čuti negativno energijo, kot je v smislu depresije ali pomanjkanje volje do življenja, občutek teže. Vsak je sam odgovoren za proizvodnjo čustvenih reakcij in za lastne občutke. Ne glede na to, ali so ta čustva negativna ali pozitivna, ali so to dobri ali slabi občutki. Sedaj nihče več ne more posegati v tvoj na ta način, da bi preko tvojega izčrpal tvojo energijo oziroma to čustveno energijo.
vedno, ko krivimo, da je nekdo drug popil našo energijo, samo projiciramo lastno odgovornost za sodelovanje v lastnem umu na drugega človeka. Nek človek lahko sicer pride do nas skuša sprovocirati, razjeziti in potem se mi razjezimo in se počutimo depresivne ali brez energije. Ampak to ne pomeni, da nam je ta človek spil našo lastno energijo, ampak je samo spodbudil našo lastno reakcijo, da smo v sebi reagirali in naš lasten oziroma umsko-zavestni sistem je potem izčrpal, porabil to našo energijo, življenjsko silo iz fizičnega telesa. Tako da ne moremo več kriviti nikogar, da so čustveni vampiri. Lahko so ljudje, ki potrebujejo ustvarjati konfliktne medsebojne odnose, da se v svojem lastnem umu napajajo za določeno vrsto energij, ampak nikakor pa ne pride do neposrednega pitja energije s tem, da nekdo drug izpije tvojo življenjsko energijo. Če želite več izvedeti glede teh procesov, ki se trenutno dogajajo v stvarstvu in v našem umu, vas vabim, da si preberete, raziščete povezave, ki jih bom napisal pod tem videoposnetkom. Priporočam tudi uvodni brezplačni spletni tečaj DIP Light, v katerem boste spoznali podrobno delovanje uma in tudi spoznali boste učinkovite metode in orodja, zato da boste dosegli svojo čustveno-energetsko stabilnost, tako da nikoli več ne boste več mogli doživeti tega občutka, kot da vam je nekdo izpil energijo. Lahko v tem laičnem smislu rečemo, da se boste naučili uspešne obrambe pred temi čustvenimi vampiri, ki pa seveda v resnici ne obstajajo več. Toliko glede tega. Hvala za posluh in nasvidenje.